Sem Lucija Zorenč, prihajam z Kozjanskega parka, kjer že vrsto let soustvarjamo v adventnih delavnicah. In ta čas, ki je pred nami, ga imenujemo adventni čas. Adventus pomeni prihod, se pravi, da čas, ki prihaja, je prihod in prihod za vse kristjane je to rojstvo Jezusa na božični večer. Kaj je povezano z adventnim časom? Vrsto običajev, vrsto navad, ki so se razvile in nekatere med njimi si predstavljamo, da so izredno stare, da so med nami že vrsto let. In ena izmed navad, ki jo izdelujemo, ki jo v bistvu ustvarjamo v tem adventnem času oziroma predadventnem času, je tudi adventni venec ali venček. Pa vsi mislimo, da ima osnove zelo daleč v zgodovini, pa ni tako. Adventni venec ni star niti 200 let. Najprej naj bi ga ustvaril in naredil Johann Hinrich Weichern v Hamburgu v Nemčiji leta 1839. On je vodil posebno ustanovo kot neke vrste sirotišnico in da bi svojim varovancem popestril adventni čas, je na leseno kolo namestil 4 velike bele sveče in 19 rdečih svečk. To je takrat predstavljalo adventni čas. Kot vemo, je adventni čas tudi začetek cerkvenega leta. Se pravi, začne se novo cerkveno leto in adventni čas nima enakega števila dni vsako leto, ampak je različno, ker se ta čas ustavi na 4. nedelji pred Božičem, Božič pa lahko pade potem v različni tedenski dan. In tako so s časoma iz tega nekdanjega kolesa odpadle vse tiste svečke, ki govorijo o dnevih in so ostale samo nedeljske. Johann Weichern je seveda ugotovil, da bo venec še lepši, če mu doda zelenje. In tako je začel krasiti ta venec z zelenjem. Seveda, ker smo v Nemčiji, ker smo na severu Nemčije, je normalno, da je to jelka in ne smreka. Jelka je tista prvotna krasitev adventnega venca. In še danes je klasični adventni venček samo zelenje in 4 sveče. 4 sveče, ki predstavljajo 4 adventne nedelje. Seveda je tekom stoletja adventni venec pridobil tudi nekatere simbolne pomene, ampak različno pojmujejo, kot da prikazuje 4 obdobja v človekovem življenju, govori o letnih časih, se pravi poletje oziroma spomlad, poletje, jesen, zima, da to predstavlja 4 velike odmevne dogodke v življenju kristjanov in še različne simbolne pomene ima. Ampak venec k nam ni prišel kar tako. Ko se je začel širiti po Nemčiji pa ostalih deželah in državah, je prišel tudi v Ameriko in potem iz Amerike zopet nazaj v Evropo in počasi v 80. letih prejšnjega stoletja je začel osvajati tudi Slovenijo. Tako da pred 1980 težko govorimo o pojavnosti adventnega venčka. K nam je prišel že modificiran, spremenjen, vsem okrasjem, ki mu ga dodajajo, kajti to je čas, advent je tudi čas praznikov, je čas obdarovanj in če je čas praznikov, želimo to praznično vzdušje prenesti na vse, kar krasimo stanovanje ali vhod v hišo. Klasični adventni venec je tisti, ki je na mizi z svečkami ali pa obešen v prostor. Seveda pa je postal adventni venček tudi drugačen. Spremenil je svoj položaj navzgor, postal je vertikali in takšen venček pozdravlja vse obiskovalce naših domov.
Seveda je pa takrat izgubil sveče, kajti v navpičnem položaju so svečke moteče. V Kozjanskem parku, kjer smo že v 90. letih začeli s pletenjem adventnih venčkov, smo seveda želeli, da so venčki prikaz naše ustvarjalnosti, naših motoričnih spretnosti, da ustvarjajo tako otroci kot odrasli ali pa oboje skupaj, da se družijo. Ni pa mišljeno, da jim pokažemo, kako to delajo cvetličarji, floristi in ostali oblikovalci. Sčasoma smo se obrnili k naravnim materialom in nekaj teh drugačnih, tistih, ki jih najdemo lahko okrog sebe in jih poustvarimo, smo poustvarili tudi z venčkom, ki ga bomo imeli danes pred sabo. In sicer najprej iz kartona ali debelejšega papirja izrežemo takle obod. Kako ga izdelamo, je popolnoma vseeno, ali imamo še stilo. Če pa tega nimamo pri hiši, nam pridejo poštev še kakšne skodelice, lončki in posode, da izrišemo ali izrežemo to popolno okroglino, ali se nam kaj zatakne, ni tako pomembno, saj bomo venec potem nadaljevali in ga prekrili. In kako ga bomo prekrili? Mi smo si izbrali barvni papir. Ta barvni papir narežemo na trakove, ki so približno široki 3,5 cm. Lahko se odločimo za debelejše, veliko tanjše bomo imeli pa problem. Nato ta trak prepognemo, dobro prepognemo, ga prepognemo še enkrat in še enkrat. In tako dobimo osnovo za 4 lističe. Pri tem si potem naprej pomagamo škarjami. Paziti moramo samo, da režemo na tej strani, kjer je razprto, in ne na tej strani, kjer imamo pregib. Če nam oblikovanje listka ne gre dovolj dobro od rok, si lahko pomagamo z svinčnikom, izrišemo obliko ali pa to delamo prostoročno in potem lepo izrežemo iz tega obliko lista. In tako imamo pred sabo 4 listke, ki jih potem razpremo postopno. Včasih gre lažje, včasih težje. Pripravimo si kar zalogo nekaj več listkov, ne mislimo, da bomo 4 veliko naredili. In potem si jih obrnemo, vzamemo kakršnokoli bolj suho lepilo za papir in začnemo nadgrajevati. Jaz sem tega že začela malce doma. In zdaj ga bomo samo spodaj enostavno zalepili, pogledamo, če nam je všeč in počasi gradimo ta naš venček. Je popolnoma vseeno, v kateri smeri, ali gremo v to smer in zatikamo, ali pa si enostavno ga polagamo navzgor in tako venec počasi zgradimo do konca. V tem venčku bi lahko naredili še nekaj. Tukaj zgoraj ali pa kjerkoli na obodu bi si najprej naredili luknjico z luknjačem, kar bi pomenilo, da ga potem lahko tudi obesimo. Recimo, kot je ta primerek, da ga imamo obešenega. Tukaj pred mano so predvsem poskusni venčki. Ko preizkušaš material, ko preizkušaš obliko, in zato je ta venec pravzaprav iz vseh različnih oblik, barv, kajti treba je poskusiti, kako se medsebojno obnaša. Ali so boljši široki listki, ali so boljši ožji listki, ali so boljši listki, ki jih s škarjami lahko sooblikujemo, ali so boljši ravni rezi. In potem lahko nekako poustvarimo ta venec, ki ima zadaj tudi trak, ga lahko obesimo. Lahko mu dodamo posamezno okrasje ali pa smo zadovoljni samo z zelenjem.
Ker je letošnji čas oziroma v adventni čas bo takšen, da bomo težko hodili naokrog, lahko pogledamo okrog po hiši in prevetrimo vse, kar imamo možnosti, da naredimo svoj adventni venček, seveda skupaj z otroci. Saj to je namen, da se družimo, soustvarjamo in da pustimo svoji domišljiji prosto pot. Tale venček je sestavljen prav tako z papirja na obodu, ampak smo uporabili kroge, ki smo jih naredili v 3 velikostih in v različnih barvah. Ta je bolj ploskoven, se pravi, da smo spodaj naredili podlago, zarisali krog in potem enostavno lepili kroge na to osnovo, ali pa smo ga izdelali kot tega, da smo ga se poigrali z različnimi barvami. Če papirja nimamo, smo seveda lahko ustvarjalni tudi z ostanki, ki so pri hiši. Tale je narejen na obodu in je pripravljen potem za ostalo krasitev, samo z okrasnim trakom. Okrasni trak smo lepo zavili okrog in dobili osnovo. Če imamo že osnovo, kot jo ima tale, ta je spodaj iz slame, lahko dobimo veliko bolj ploskovitega in sedaj ga lahko okrasimo, lahko pa nam je dovolj tudi takšen. Naslednji je prav tako na obodu. Vidi se, da imam tanek papir, kajti nisem imela na zalogi debelejšega. Zopet smo ga izdelali iz okrasnega traku. Nato pa smo nanj prišili in prilepili tisti drugi del, ki ga prav tako ustvarjamo v ustvarjalnih delavnicah v Kozjanskem parku, in sicer okraske iz slanega testa. Tako nam je venček postal malo drugačen, uporabili smo tisto, kar smo izdelali, in lahko pa uporabimo tudi še eno zadevo, ta je popolnoma drugačen. Tukaj sem uporabila čisto navadno vrvico, naredila osnovo in potem zopet se poizgrala z okraski iz slanega testa ter ostalimi okraski, ki se mogoče še skrivajo v kakšnih predalih doma in čakajo, da jih potegnemo na plano. Tukaj je samo nekaj idej, lahko bi podobnega naredili tudi z volno, debelejšo volno, če imamo doma. Lahko bi naredili z klopkami voln, da bi enostavno lepili na podlago in dobili venec. Z različnimi papirji na koncev lahko naredimo lističe malce drugačne, tudi iz reklam. Da poustvarimo. Lepše so reklame, ki so malo bolj zelene, ampak lahko bi poustvarili tudi čisto iz tega, kar nam poštarji prinesejo domov. In seveda, če bi potem na take venčke namestili še okraske iz slanega testa, bi stvar postala popolnoma drugačna. Tako. Dala sem vam nekaj idej. Pred nami je advent, čaka nas veliko dela in prav je, da pogledamo, kaj vse se skriva po naših domovih, kaj vse lahko uporabimo, in potem zavihajte si rokave ter si privoščite krepko dozo ustvarjalnosti.